Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Lep pozdrav z Domžalskega športnega parka, kjer nas čaka prva nedeljska tekma četrtega kroga prve lige Telemach. Radomljani gostijo Muro, gre za obračun, ki nekako napoveduje zanimivo srečanje. Jasno, Mura, ampak Mlinarji so tekmo začeli bolje in so zdaj nevarni prek kapetana Cerarja, ki je sicer dobro zaprt, pa žoga pred vrata, ali se je tule Obradović žoge tudi dotaknil. No, zdaj Šroler dobro, na to podaja za Kovsa. Daku, lepa poteza Dakuja, Šroler ponuja se še enkrat Daku, Šroler preigrava, Šroler do strela na pravem mestu Velič. Prva obramba zanj, črno-bele in za njihove navijače, ampak Radomljani so bili v spomladanskem delu zares izredno razpoložena ekipa, so pa vse skupaj ohranili tudi na začetku te sezone, ne glede na to, da je kar 12 novih igralcev. Zdaj priložnost za Mlinarje in trese se mreža. Gol za Radomljane. 20. minuta, ni dvignjene zastavice, tam se gledajo Primorji vsi med sabo, medtem pa seveda Hadžić slavi zadetek za 1:0. Krasna žoga v prostor, ne glede na to, da Mura igra s tremi v zadnji vrsti, preveč prostora, veselje Mlinarjev. 21. minuta se je zdaj že začela v izteku, 20. pa je torej Obradović klonil. Čontala omenil, da so bili Muraši občutno več pri žogi na tistih dveh spomladanskih tekmah v prejšnji sezoni, ko so Mlinarji dvakrat ugnali Muro, danes Mlinarji veliko pri žogi, ima pa Mura priložnost, ampak žoga mimo leve vratnice. Klepač je povlekel, Klepač iskal je Dakuja, morda bi bila boljša izbira, podaja na levo stran proti Šrolerju, iz ozadja zdaj tudi Bobičanec, pa še enkrat Šroler, ki lahko tule prodere proti desni, to se je tudi zgodilo, Šroler na pravem mestu Velič. Ja, potreboval je tu uspešno preigravanje, pa bi potem bila Mura v izjemnem položaju, tako pa zdaj strelo daleč in nevarnost za vrata Matka Obradovića. Kratka Cipot za Kovsa, nesporazum z Beganovićem, ki je prehitro stekel. Daku pritiska, Daku ima priložnost, tole je podobno kot na Irskem, vendar tam je Daku zadev, tokrat pa mu ni uspelo. Tudi Moris bo na analizi zagotovo slišal nekaj krepkih, slaba žoga medtem za Šabanadžaja oziroma Klepača, ki je zdaj pri njej. Klepač, gol! 71. minuta, krasen strel Klepača in veselje črno-belih. Izenačenje ravno ob tem, ko smo vstopili v zadnjih 20 minut rednega dela tekme. Drugi gol za Klepača, ki je bil natančen že v prejšnjem krogu proti Celju. Hrvoj pred vrata. Mura se je vse za nekaj trenutkov obranila, tule je zdaj Ševelj. Čujić. Nuhanović, krasna podaja, priložnost in Obradović se je moral potruditi, Tahiraj je prišel do strela. Nermin Bašić, razpoloženje, ne glede na točko, zagotovo ni takšno, kot bi si vi želeli, sploh glede na poškodbo Čalušića, tega se moramo dotakniti. Kako huda je poškodba? Kao što sad izgleda, mislim da je jako teške povrede i možda smo izgubili ključnog igrača u svoj našoj toj nekoj igri koju želimo da igramo. I pored svega što smo se kasno sabrali, puno igrača otišlo, jedva smo se nešto sastali i onda opet neki hudi udarac javiše, ne znam, mislim, stvarno se moramo sabrati iz početka ponovo nešto izmuljati, nešto napraviti, toliko problema u 2 mjeseca, ali evo, pokušat ćemo izići iz toga. Pa me morda žal, da niste sami povlekli zavore, ko se je Čalušić želel vrniti v igro že ob tistem prvem trenutku, ko se je znašel na tleh? Ma moram reći da je on imao tokom tedna malo problema sa koljenom i imao i Čujić i razmišljao sam koga od njih dva da izvadim, odlučio sam se za Čujića jer ovaj mi je djelovo ok i onda takve povrede se dese, pretrujenost i
To je to, nemaš šta sada uraditi. Drago mi je za bod, ali mi je jako žal zbog povrede. S prvim polčasom ste zagotovo zadovoljni, veliko energije, kot smo vajeni z vaše strani. V drugem polčasu pa je potem Mura igrala tako, kot ste vi rekli, ko enkrat krenejo, se ne zaustavijo. Mislim da je prvo poluvreme bilo demonstracija sile, da uzmete Muri posjed lopte, da smo iznenadili s ovim sa 3-4 desetke koje smo igrali, htjeli smo overload u centralnu zonu da imali smo je dobar posjed, miran, svaki put iz build-upa smo izišli, što je jako teško, što treneri znaju da je jako teško to igrati i mislim da smo fenomenalno odigrali. I drugo poluvreme, reću, neki 20 minuta bilo je to ok, znali smo da će Mura ići na sve ili ništa, oni kad idu na sve ništa su jako opasni i imali smo 2-3 šanse da riješimo utakmicu, da odemo na 2-0, zasluženo bi bilo sasvim i taj mala greška kod gola, super zgoditak, tako da nisam nezadovoljan bodom. Moji momci su zaista odlično odigrali jednu utakmicu onako kako želimo, sprošćeno, dobro, kvalitetno, dobar posjed, miran. Mislim da su gledatelji imali šta za vidjeti i žao mi je samo te povrede, ostajemo neporaženi, ovo 11. utakmica, mislim da smo jako dobro porirali jednoj Muri, jednoj najboljih skoro ekipa u ligi, Radomlje je postalo ozbiljno. Sad je plan da nešto napravimo drugo, nemamo Čalušića, vjerujte mi, jako puno ovisi u poslu lopte o Čalušiću i vidjet ćemo šta možemo raditi za naredne utakmice. Nermin, hvala in srečno. Damir Čantala, presenečenje, neko taktično v prvem polčasu se zdi, da ni uspelo, Mura ni imela tiste željene energije, ali so vas morda Mlinari presenetili z njihovim pristopom v prvem polčasu? Ja, mi smo se pripravili na njih. Hoteli smo biti drugačni kot na prejšnjih tekmah proti njim in zato smo tudi neke korekcije v postavitvi naredili, ampak so istočasno oni na nas se prilagodili in spremenili in težko smo se prilagodili, v tistem trenutku so se oni bolje prilagodili, manjkal nam je vedno neki igralec v nekem medprostoru in uspešno so držali žogo, imeli so neko kontrolo na tekmo. Smo pa potem i v drugi polčas reagirali, spremenili zadeve in mislim, da odigrali na prvo žogo, torej s tekme, da povem, mislim, da zelo dober drugi polčas, kjer smo imeli dosti več kontrole, bili dosti bolj nevarni in mislim, da popolnoma zasluženo izenačili in verjetno bili celo nekoliko bližje zmagi kot pa Radomlje na koncu. Vas je motil tisti primanjkljaj energije? V prvem polčasu pred tekmo ste dejali, ni Evrope, več je bilo časa, ampak vseeno pa pri nosilcih ni bilo tiste energije, ki ste jo najverjetneje sami želeli. Pa ne bi rekel, da toliko energije, kot da nismo se dobro postavljali v določenih fazah v obrambi in potem je izgledalo, kot da nimamo energije, ker smo zamujali, potem nismo hoteli izpadati, smo se povlekli in zato je manjkala ta agresivnost, ker so tudi oni spremenili postavitev in nismo se točno znašli v prostorih. Zato bi rekel, da je več tega, kot pa neka energija. Želja je sigurno bila in potem, ko smo tudi zamenjali postavitev, se je videlo, da energija je. Da je energija prava, ampak da smo se boljše potem znašli v tej postavitvi, v kateri smo bili drugi polčas in tu so bili igralci bolj domači, lažje smo reagirali na vse stvari nasprotnika in tako je tudi izpadlo, da smo začeli dominirati oziroma imeli neko kontrolo na tekmo. Morda samo še o obrambi, od aprila traja že niz, ko vedno prejmete zadetek v prvi ligi Telemach. Kaj se je danes zgodilo pri tistem prejetem golu? Zdelo se je zelo slaba komunikacija v zadnji vrsti. Je to plod tega, da ste spremenili taktično postavitev? Tudi lahko. Je pa dejstvo, da mislim, da je bil Kaj v skoku in ni imel pravega varovanja. Plus tega v tisti situaciji mogoče z nekim predvidevanjem bi njihovega igralca pustili v opsajdu, ampak to je trenutek, kjer se je Klemen Pucko odločil, da bo šel reševati zadevo in s tem je tudi v igri zadržal igralca Radomlja, da ni bil opsajd in zopet smo takoj potem prejeli zadetek. Hvala in srečno. Leon Sever, težka tekma proti Muri. V prvem polčasu se nekako zdi, da ste uspeli presenetiti nasprotnika. Kako ste vi sami videli razliko med prvim in drugim delom? Ja, mislim, da smo že od začetka tekmovanja kažemo dobre predstave, tudi tokrat smo prvi polčas dominirali in mislim, da do 70. minute smo imeli tekmo pod kontrolo, potem smo malo padli in nažalost remino. Kaj se zdi, da vam manjka, da bi prišli do tega zadetka? Že v prejšnji sezoni je bilo kar nekaj situacij, da bi sami prišli do gola, pa vam to ni uspelo. Tudi danes ste se dobro ponujali v napadu, pa zdi se, da ste že od prvega kroga zelo dejavni tudi z predložki. Ja, probam, bomo videli. Upam, da se srečno nasmehneš na naslednje kolo. Hvala in srečno. Hvala.
Mihael Klepač, nov zadetek za vas, zagotovo vas to veseli, kar se tiče forme, ampak izid 1-1 proti Radomljam pa ni nekaj, kar ste si zadali najverjetneje pred tem gostovanjem. Pa naravno, nismo zadovoljni s ovim bodom, išli smo na 3 boda, utakmica ko utakmica. Ne znam ovu prvu situaciju što su oni za 1-0, nisam vidio tamo s klupe kako je to došlo, ali eto, realni pogodak pa smo se morali čupat. Dakova šansa za 1-1, ali eto, ja sam imao, sretan sam zbog sebe što sam zabio tu da pomognem ekipi, ali jako dosadna utakmica bila, ni s jedne ni s druge strane, nešto pretjerano, ali eto, šta je tu je, bod je tu i to je to. Kaj je manjkalo Muri? Vsi smo pričakovali, da boste imeli več energije, potem ko je od tekme s Celjem minil en teden, ni bilo Evrope vmes, pa vseeno ni bilo tiste energije, ki smo jo pričakovali. Pa da, to je istina, ne znam, nekako smo umorno izgledali to sve, ali ne znam, možda je do vremena, možda je takav dan, ali stvarno ne znam, moramo sad vidjeti, moramo analizirati, moramo analizirati utakmicu pa ćemo vidjeti šta i kako nam nedostaje i da to popravimo i to je to. Mihael, hvala in srečno.